Put your head up, play! Jojo, užijo, lep pozdrav vsem, upam, da se imate dobro, ne glede na to, kje ste in karkoli pač počnete. Jaz sem Matej, v tokratnem podcastu pa sva z Markom v drugem delu potegnila črto pod sezono Mavericksov in se malce že zazrla proti prestopnemu roku, spregovorila tudi o nekaterih potencialnih imenih igralcev, ki bi jih lahko pripeljali Mavericksi. Pred to debato pa samo nekaj besed o nekaterih problematičnih izjavah Donnyja Nelsona, generalnega direktorja Dallas Mavericksov, ki je tam že tako dolgo kot Mark Cuban, več kot 20 let in si verjetno takih izjav ne bi smel privoščiti. Preden pa začnemo, bi se vam pa samo na hitro zahvalil za vse všečke, naročnine, ki nam jih namenjate in seveda tudi komentarje in vas zaprosil, če nam lahko pomagate z všečkom, naročnino, če tega še niste storili in seveda komentarjem tudi pod tem posnetkom. Če pa na YouTubeu poleg naročnine kliknete še tisti zvonček, boste pa obveščeni o vseh novih podcastih. Že jutri pa bomo objavili podcast z zelo zanimivim sogovornikom, s katerim smo pa več rekli tudi o prihajajočih reprezentančnih kvalifikacijah za olimpijske igre in možnostih Slovenije, da si izbori zgodovinski prvi nastop na olimpijskih igrah z Luko Dončićem in vsemi ostalimi seveda. O tem več jutri, zdaj pa lahko začnemo z tistimi problematičnimi izjavami, pa kot izhodiščno točko si lahko poslušamo, kaj v zadnjih dneh tako razhudilo navijače Mavericksov in na drugi strani dalo dodatno municijo tistim Luka hejterjem, ki jih tudi ne manjka na drugi strani Atlantika, ki jih ima pravzaprav vsak izjemen igralec, najdejo se taki, ki ga ne marajo in potem pograbijo tudi take izjave, ki jih je dal Lukov generalni direktor. If you look at Luka, here's a guy that thinks that he can win every possession of every game. I mean, and I think part of his maturity is again knowing how to balance, all those kill shots with involving teammates at the right time. That's just part of the maturity process, and I think as we move forward that you'll see, I think, more of an inclusive effort overall on those fronts. And I think as time goes by, that it's not just KP, but it's Timmy, it's other players. I think you'll see those assists start popping up as well, and involving more and more of his teammates. I think that's just part of his maturity process. Tole je povedal na tiskovki takoj po zaključku sezone, potem pa na radijski oddaji v Dallasu povedal tudi tole. In the early, days when they're, you want to make every play and score every basket. But I think as you see Luka mature, he'll understand, him getting, 15 assists is going to be as important to us winning and involving his teammates. And I think that's just, part of him growing older and wiser. In tukaj vidimo razlog za bes mnogih navijačev. Donny Nelson je dejal, da se mora Luka naučiti, da je 15 podaj lahko prav tako pomembnih kot veliko število točk. Proti Clippersom jih je na 7. tekmi imel 14, ob tem, da so njegovi soigralci za 3 metali 20%. Če bi zadeli več odprtih metov, nekateri so bili povsem odprti, potem bi Luka lahko imel tudi precej več kot 15 podaj in je taka izjava seveda nesmiselna. Tista prva na tiskovki po koncu sezone
pa tudi problematična, ker Donnie Nelson prelaga nekako odgovornost na Luko in njegov razvoj, da mora postati boljši playmaker, da mora bolj podajati, kar je že spet absurd. Luka je bil v rednem delu sezone zaslužen za večji delež podaj svojega moštva, ko je bil na parketu, kot recimo Chris Paul, Nikola Jokić ali pa LeBron James, trije igralci, ki slovijo po nesebični igri in svojih podajah. Luka je v seriji proti Clippersom podajal precej več kot recimo Kawhi, precej več kot Paul George, ob tem si je pa moral še ustvariti več metov sam, ker seveda Dallas Mavericksi nimajo nobenega dobrega playmakerja, dobrega organizatorja, ballhandlerja, ki bi lahko Luki pripravil kakšen lahek met. Sedaj se v NBA ligi med nekaterimi novinarji, ki so recimo blizu vodstvu Dallasa, na Twitterju in v njihovem pisanju ustvarja vtis, da naslednjo sezono bo napredek tega moštva odvisen predvsem od tega, koliko bo Luka razigraval svoje igralce. Kar je po vseh številkah, ki jih lahko vidimo, pa tudi po tem, kar lahko vidimo na parketu. Številke samo potrjujejo tisto, kar vidimo na parketu, namreč da Luka več kot dovolj podaja, ampak da njegovi soigralci tega preprosto ne izkoriščajo dovolj dobro. Dallas Mavericksi so bili to sezono med moštvi, ki so metala največ tako imenovanih odprtih metov, kjer je najbližji obrambni igralec vsaj 1,5 metra stran v trenutku izmeta. Ampak so bili tudi med moštvi, ki so te mete, povsem odprte mete, zadevali slabo. Bili so med 10 najslabšimi moštvi celotno sezono. Na začetku sezone celo nekaj časa najslabše moštvo v tej kategoriji. Dejstvo je, da je Luka rojeni playmaker. Vsi, ki smo ga gledali v Evropi, ki smo ga gledali v reprezentanci, v Real Madridu, tisto prvo, kar ti je padlo pri Luki v oči, je bil njegov pregled igre, njegovo razumevanje igre in tega, kaj je potrebno v določenem trenutku dati moštvu. In po tako izjemni seriji, po takih predstavah proti tako dobremu obrambnemu moštvu, ki je odlično zaustavljalo vse njegove soigralce, daleč največ pozornosti pa posvečalo ravno njemu in ga niso uspeli zaustaviti. Po takih predstavah, take izjave GM-a, ki je sestavil to moštvo, niso primerne. V preteklosti smo že dosti govorili o zamujenih priložnostih Dallasa v zadnjih letih v prestopnih rokih. O tem, kako bi lahko pripeljali Bojana Bogdanovića, ki je sedaj eden ključnih igralcev v odličnem Utahu, ali pa Bogdana Bogdanovića, ki je sedaj eden od ključnih igralcev v Atlanti. Oba bi v Dallas pasala kot ata na mamo, če tako rečem, in z obema bi bil boljši. Dallas bi lahko že 2 leti nazaj pripeljal Dragića. Da ne bomo zdaj vse te stare zgodbe obnavljali, ampak glede na to, koliko denarja so imeli, kaj bi lahko naredili, bi recimo lahko imeli sedaj v moštvu Clint'a Capello, izjemnega centra, ki bi že spet odlično sodil v ta sistem in zraven Luke in zapolnil veliko potrebo v moštvu. Pa še Bojana ali Bogdana Bogdanovića. Oba bi bila bolj koristna kot katerikoli drug igralec v tej ekipi, vsaj če gledamo serijo s Clippersi, pa tudi večji del rednega dela sezone. In na ta način si je Donnie lepo nekako opral roke, opral svojo vest. Verjetno so te izjave tudi posledica tega, da si želi nekako zavarovati stolček, čeprav se mi zdi, da glede na njegov status, staž v moštvu, 20 let je že tam, sem dejal, to ne bi bilo potrebno. Nekateri spekulirajo tudi o tem, da želi s temi izjavami dvigniti ceno Porzingisu, da morda želi na tak način privabiti kakšnega prostega igralca. Ampak jaz ne mislim, da lahko zvezdnika pripelješ s tem, da svojega zvezdnika po izjemni sezoni, ko je vsakemu z očmi jasno, da brez Luke Dallas ne bi niti v playoff prišel in bi morda bil celo bližje tistim moštvom, ki se borijo za čim višji izbor na naboru, torej tankajo za ta nabor, kot pa tistim, ki se borijo za najvišja mesta.
če tako ukrcaš, blatiš malo, da ne svojega najboljšega igralca na tak način po taki sezoni, ne vem, če lahko s tem prepričaš, da pride kakšen drug zvezdnik, ki ne bo imel take protekcije, če tako rečem, kot Luka, takega staža v klubu kot Luka. Bo si seveda mislil, ja, kaj bojo pa z mano pol naredili, se tudi tukaj pijo, Porzingis okrožijo vse mogoče zgodbice. Cuban je recimo govoril javno o tem, da se Luka in KP ne marata preveč, kar že spet ne vem, če je ravno najbolj pametno, da to javno razglašaš in na tak način še dodatno znižaš ceno KP-ju. In tudi, če gre za nek poskus dvigovanja cene KP-ju, imajo že spet vsi GM-i ostalih klubov oči. Lahko pogledajo vso to statistiko, ki je na voljo vsem, napredne številke, player tracking podatke, vse mogoče indekse in številke, zraven pa še posnetke, ki pokažejo natančno to, kar te številke odražajo. In vse to skupaj jasno kaže, da Dallas potrebuje spremembe, verjetno ne samo na parketu, kjer bodo te spremembe nujne, če želijo narediti preskok med najboljša moštva, ampak tudi na teh vodilnih položajih. Dallas sedaj že 10 let po njihovem osvojenem naslovu 2011 ni prišel iz prvega kroga play-offa. V 20 letih Dirkove kariere, pa recimo nekaj manj kot 10 letih njegovega, ne bom ravno rekel prima, ampak njegovih najboljših, najbolj produktivnih let, so uspeli osvojiti en naslov. Če gledamo seznam 20 najboljših igralcev vseh časov v zgodovini, je Dirk praktično edini od teh največjih, najboljših 20 igralcev v zgodovini, ki so osvojili samo en naslov. Ostali imajo 2 ali več. Na prvem mestu Jordan 6 in na drugem pa recimo po mnenju večine drugi najboljši igralec v zgodovini, mnogi ga imajo še vedno mesto pred LeBronom, Kareem Abdul-Jabbar, tudi 6 naslovi. LeBron James na 3. ali pa na 2., če tako mislite, ima pa 4. Nekateri potem, Russell, jih imajo še dosti več. Skratka, Dallas tega legendarnega igralca Dirka ni uspel izkoristiti tako, kot so nekateri drugi klubi uspeli izkoristiti svoje zvezdnike, ali pa so te zvezdniki odšli v klube, kjer so potem lahko se borili za naslov. In kaj lahko se zgodi, da če se v Dallasu ne bo nič spremenilo, da bo tudi Luka nekoč to storil, ampak ne še kmalu. Na vseh mogočih družbenih omrežjih vidim debate, tudi dobivam vprašanja, kaj pa če bi Luka odklonil tale podpis rookie extensiona, pogodbe, ki mu jo bodo ponudili to poletje, in potem odšel kam drugam. Ampak to se ne bo zgodilo. To je jasno kot beli dan. 220 milijonom bi se lahko tale rookie max extension Luke približal in takega denarja nihče ne odkloni. S tem denarjem si bo pravzaprav potem kupil možnost, tako kot vsak igralec v tej dobi, tako kot je to naredil LeBron in za njim mnogi drugi, ne nazadnje Anthony Davis, ki se je potem LeBronu pridružil. S tem denarjem si kupiš ravno to, svobodo za naprej, nisi potem od naslednjih pogodb več odvisen finančno in si lahko privoščiš, da izbiraš, odkloniš celo kakšen extension in odideš drugam. Ampak o tem bomo govorili šele čez nekaj let. Če bo Luka podpisal 4+1, potem čez 4 leta najhitreje bo morda ta tema ratala aktualna, 3 mogoče. V tej player empowerment dobi se to lahko zgodi že spet kot pri Anthonyju Davisu dosti prej. Ampak ne še kmalu. Luka bo v Dallasu še 3-4 sezone zagotovo. In sedaj vprašanje, kaj bodo naredili. Bo Donnie Nelson res, tako kot je morda nakazal s temi izjavami, pripeljal isto ekipo nazaj, ve, da ima v svoji ekipi najboljšega ali pa top 2, top 3, top 4 v najslabšem primeru igralca sveta sedaj.
Lahko bi imeli debate in jih bomo še imeli v naslednjih podcastih, ko bomo podeljevali sezonske nagrade. Ampak, ko imaš takega igralca v ekipi, ko ga imaš na ruki pogodbi, kar ti omogoča veliko več finančne svobode pri podpisovanju drugih igralcev, da se ne bom ponavljal, Bojan Bogdanović, Bogdan Bogdanović, Clint Capela, pa še bi lahko našteli nekaj imen. Ampak te svobode niso izkoristili. Niso izkoristili tudi recimo tistega trade exceptiona, ki je bil skoraj 20 milijonov in kjer bi lahko brez kakršne koli menjave pripeljali Gorana Dragića 2 leti nazaj. In vemo, kaj je potem Goran Dragić naslednjo sezono naredil v rednem delu in potem v play-offu do poškodbe. In s takim Dragićem bi Dallas bil precej boljša ekipa, tudi to sezono. Takega igralca namreč rabijo. Govorili smo o tej potrebi po ball handlerju, še enem igralcu, ki lahko organizira napade, in to je povedal tudi Mark Cuban v svoji izjavi po zaključku sezone, da bodo iskali ball handlerja, močnega, visokega, ki je dober tudi v obrambi. Bomo pa videli, kaj bodo dobili. Luka rabi pomoč. To je bil pravzaprav eden od hashtagov, ki je trendal na Twitterju in tudi nekaterih drugih družbenih omrežjih. Luka needs help. To je jasno vsakomur, ki je gledal preteklo sezono. Ne vemo pa, zakaj ni to jasno GM-u Dallasa in kakšni natančno so njegovi motivi za te izjave in kaj lahko to pomeni za naslednjo sezono. O morebitnih prihodih igralcev pa sedaj v drugem delu več z Markom, s katerim sva začela pogovor ravno z debato o pravkar končani seriji in teh potrebah, ki so se izkazale, zato je to in nadaljujeva debato z Markom. Jojo, Marko, kako si, kako gre, lep pozdrav, Celje. Zdravo, Matej, v redu, Celje je v redu, pripravljen za snemanje. Celje vem, da je v redu, ampak kaj si ti v redu? Celih to sem hotel reči, ne vem. Deva začeti, bomo videla, kam nas bo to snemanje pripeljalo. Ja, ko smo malo podebatirali, preden smo tale rekord stisnili, smo imela toliko za povedati, da sva rekla, deva ne preveč razmišljati, pa sam tole posnet. Marko, kaj ne rečeva, kje ne začneva? Moramo začeti pri Alfi in Omegi, saj kar se tiče Dallas Mavericksov. Pri Luki Dončiću v nekaj manj kot 45 minutah je na 7. tekmi dal 46 točk, 14 skokov, 7 podaj, skoraj 57% met iz igre, skoraj 46% met za 3 prosti, 7-11, mogoče bova tudi kaj o tem rekla, tukaj bi lahko bil nekaj boljši, ampak skoraj mi je škoda omenjati to pri taki predstavi, tako izjemni predstavi, zgodovinski predstavi. Postal je šele drugi igralec v zgodovini NBA lige, ki je dosegel več kot 45 točk in 10 podaj na 7. tekmi play-offa. To je bila že njegova 5. tekma v play-offu v njegovi karieri, kjer je presegal mejo 40 točk in po 13 odigranih tekmah v karieri v play-offu ima že več 40 točkovnih predstav kot recimo legende Tim Duncan, Karl Malone, Ray Allen, Paul Pierce, Tracy McGrady, Carmelo Anthony, Vince Carter, recimo, tudi več kot Kyrie Irving ali Damian Lillard, 2 killer skorerja zdaj. In Luka je seveda tudi najmlajši igralec, ki je presegal mejo 40 točk na 7. tekmi in je z 22 leti in 98 dnevi prehitel LeBrona Jamesa na 2. mestu za skoraj da leto in pol. Te rekorde bi zdaj lahko recitiral še nekaj časa, na koncu poraz, Marko. Tudi ta zgodovinska predstava, nova zgodovinska predstava, zopet ni bila dovolj. Ne, res ne. Ko si govoril statistiko Dončića, sem gledal statistiko Clippersov. A veš, ko rečeš, na eni strani superzvezdnik, na drugi strani superzvezdnik in kako ste igrali en proti drugemu,
ko gledaš statistiko Dončića, ne moreš enega superzvezdnika od Clippersov primerjati z njim, ampak moraš dva. Leonard pa George skupaj sta vrgla toliko metov kot Luka, pa jih nista toliko zadela. Skupaj sta metala 15 v 30 iz igre, Luka 17 v 30. Oba sta vrgla 11 trojk, ravno toliko kot Luka, in sta zadela 3, Luka jih je zadel 5. Razlika je bila samo pri prostih metih, ko sta jih oba skupaj zadela 17 in dosegla 50 točk skupaj proti 46 od Dončića. Torej, on je neutraliziral napadalno učinkovitost obeh superzvezdnikov Clippersov, ostalo je pa na njegovih soigralcih. Finney Smith 18 točk, 4-7 za 3, on je odlično pravi svoje delo, še posebej 6 skoki v napadu in 10 na celi tekmi. Porzingis 16 točk, žal je zgrešil vseh 5 metov za 3, 11 skokov, 2 ukradeni žogi, ne podaja. Marjanović kar 14 točk in 10 skokov, tudi 6 v napadu, pa Hardaway 11 točk, žal le 1 zadeta trojka od 9 in cela klop Dallasa, ne bomo šli igralec po igralec, 6 točk, 6 skokov in 1 podaja. Ja, samo 6 točk klopi Dallasa, na drugi strani pa 27 točk so dobili Clippers iz klopi. Kennard in Mann sta tukaj odigrala pomembni vlogi. In kar je seveda vredno omembe, je to, da sta bila verjetno na tej tekmi celo bolj koristna kot dezignirani drugi in tretji opciji v Dallasu. Se pravi Tim Hardaway in Porzingis. Ja, če odštejemo Paul Georgea in Kawhi Leonarda, so drugi igralci Clippersov povsem nadigrali druge igralce, torej ne Dončić igralce Dallasa in predvsem se jim je tle odprl met za 3, Morris 7 zadeti trojko 9, Kennard 3 od 5. Te trojke so bolele še posebej v tisti tretji četrtini, ko so Clippersi naredili niz, s katerim so zmagali tekmo. Ja, Marko, ta niz je bil odločilen, ampak na drugi strani moramo tudi nekaj reči o obrambi, taktičnih prilagoditvah, na drugi strani, ker bolj kot napad je bil problem obramba. V prvem polčasu so Mavericksi dobili že 70 točk, na koncu, če gledamo met, so Clippersi za 3 metali 46,5%, 50% iz igre. Na drugi strani so bili Mavericksi blizu 50% iz igre za voljo bolj učinkovite igre pod obročem, ampak met za 3 je pa povsem odpovedal. 10-36, 27,8, torej 20% nižji met za 3 so imeli Mavericksi in zadeli 10 trojk manj. 30 točk več so Clippersi dosegli samo s trojkami. In take razlike tudi z zelo uspešno igro izpod obroča niso mogli kompenzirati. Na tej 7. tekmi je bila ta nemoč, če te citiram, ne Dončić Mavericksov, torej ostalih Mavericksov poleg Dončića, zelo očitna, zelo jasna. Dorian Finney-Smith, ki si ga omenil, je odigral dobro tekmo, morda celo odlično tekmo, ampak to je bilo pa tudi vse, če gledamo v vrstah Mavericksov. Kristaps je verjetno odigral svojo najboljšo tekmo v tej seriji, ampak ko dobiš od 30 milijonskega igralca 16 točk in za 3 meče 0,5, je to tudi problem. S tem, da ko sem omenjal 27,8% Mavericksov, če iz tega izločimo Lukove mete, Luka je za 3 metal 5-11, bil skoraj da 46%. Ostali Mavericksi poleg njega so pa za 3 metali 5-25, torej samo 20% za 3 in to je na taki tekmi pri takem moštvu, ki je toliko odvisno od trojk, absolutno premalo. In če potem zraven, ko sem rekel, da je treba omeniti obrambo, damo še to njihovo cono z Bobanom in Kristapsom pod obročem, ta cona je bila tudi razlog za tako učinkovitost Clippersov. Na 5. tekmi je Carlisle presenetil Luja. S to cono je ta cona definitivno bila eden od razlogov za zmago na 5. tekmi, ampak potem se je Lu prilagodil, praktično ni nič več igral z Zubcem. Zubac je bil na parketu samo še tisto minuto, 2, 3, 5, ko Luke ni bilo v igri.
Obenem so se pa Clippersi ogreli za 3, dobro je začela žoga krožiti, iskali so tisto dodatno podajo, kar so pa na tej tekmi v veliki meri izkoristili. Tudi na prejšnji, tudi na 6. so to naredili, zato sem bil presenečen, Marko, da Carlisle ni naredil nobenih prilagoditev in to je bil eden od razlogov tudi za poraz. Ja, za nazaj gledati pa biti general, ja, je dosti lažje in če pogledamo celo serijo, vidimo, da je v 3. in 4. tekmi tisto obrambo brez Bobija, torej ne cono, ampak man to man, kot si jo je zamislil Carlisle, sta jo George in Leonard prebijala kot za šalo in kaj veš, mogoče če bi šli k tej obrambi v drugem polčasu 7. tekme, bi se enako zgodilo. In tukaj vidimo, kako je dejansko ta Clippersova ekipa globoka, kajti prilagodili so se coni, prilagodili so se obrambi mož na moža in zmagali 4 tekme z zelo različnimi pristopi k napadu. Carlisle je rekel, ok, mi bomo igrali cono in upamo, da Clippersi od zunaj ne bojo zadeli. Ta računica se mu je izšla v 5. tekmi, v 6. in 7. pa žal ne. Zdaj, kaj bi bilo, če bi bilo? Ja, kaj bi bilo, če bi bilo, res je, lahko samo spekuliramo, ampak po drugi strani sem bil pa presenečen, da ni vsaj poskusil Carlisle s kakšnimi spremembami, čeprav roko na srce, potem pa spet pridemo do tega rosterja, do postave, kakšnih opcij niti ni imel. Josh Richardson, ki so ga pripeljali ravno kot obrambno okrepitev. Okrepitev, za katero so tradali Setha Curryja, odličnega ostrostrelca za 3, ki je lani bil dober v seriji s Clippersi, dobro igral, bil koristen igralec, v obrambi seveda ni dal tistega, kar bi bilo potrebno, ampak tudi Josh Richardson, ki so ga pa pripeljali ravno zaradi obrambe, ni dal nič. 6 minut je igral na prelomni, ključni tekmi sezone, z nasprotnikom, zaradi katerega so ga tudi pripeljali in izpeljali ta trade, ki je popoln poraz za Mavericks. Na koncu rednega dela sezone Richardson celo izpadel iz rotacije, prihajal v igro s klopi, kljub temu, da je bil starter predtem ves čas, v sami playoff seriji pa proti koncu vedno manj igral in praktično na koncu bil, kot pravijo Američani, unplayable. Ni mogel igrati, ko je prišel v igro, prvo stvar, ki je naredil, je en katastrofalen turnover, izgubljeno žogo imel in lahek koš za Clipperse. To je samo en tak nazorni pokazatelj problemov, ki se vlečejo v Mavericksih že celotno sezono. Jaz sem recimo videl po tekmi tudi kritike Luke, kako se more bolj fizično pripraviti, kako more več delati na kondiciji, da bo tudi v drugih polčasih play-offa tako učinkovit, kot je bil proti Clippersom v prvih. Ampak, ko to preberem, se primem za glavo, pa se vprašam, dobro, kaj zdaj pričakuješ, da bo dal 29 točk tudi v drugem polčasu? Če je 46 točk, 14 podaj, pa bi jih lahko imel 25 ob številu neoviranih metov, ki jih je predelal soigralcem. Od nobenega igralca ne moreš pričakovati več, kot je Luka dal na tej tekmi. No, ravno potem pridemo do tega, da so pričakovanja pri Luki, pri takem genialcu vedno vesoljsko visoka, pogosto upravičeno. Ampak niso pa realna. Luka je dal več kot lahko. V drugem polčasu je dal 17 točk. Če bi dal toliko tudi v prvem polčasu, bi na koncu dosegel 34 točk, kar je še vedno izjemna, še posebej Game 7 tekma, ne samo tekma v play-offu, ampak Game 7 tekma. Luka je trenutno po teh 13 odigranih tekmah v karieri že najboljši strelec play-offa v zgodovini lige NBA. Njegovo povprečje skupaj z lanskim play-offom in tem play-offom je 33,5 točke. Michael Jordan je do sedaj držal ta rekord, oziroma če seveda upoštevamo količino tekem, ki jih je on odigral v play-offu, ga še vedno drži, ampak on je v karieri v play-offu dosegal 33,4 točke. Luka 33,5. Ne moreš več od tega pričakovati ali zahtevati od tega igralca. Matej, se popolnoma strinjam. Ko si govoril o točkah na tekmo v play-offih in Luka je prvi, trenutno, ja, je res samo 13 tekem je, samo prva runda je, ampak Luka je 13 tekem igral proti ekipi, ki je bila zgrajena, da ga ustavi. In to je meni najbolj fascinantno.
In to daje še dodatno težo, seveda, temu dosežku. Zdaj, a je res, da bi Luka lahko izboljšal kondicijo? Je res, tega ne moremo zanikati. In to je tisto, kar je najbolj strašljivo, kar je najbolj frapantno pri tej celi situaciji, da je Luka res lahko še boljši, da lahko daje še več, da ima še rezervo pri kondicijski pripravi, da lahko popravi tudi proste mete. Saj sem omenil to tudi takoj na začetku. To sta dve stvari, kondicijska priprava in prosti meti, na katerih bo mogel delati. Prosti meti so mu v tej seriji stopili v glavo in več kot očitno je imel z njimi probleme. Ampak on je to serijo končal s povprečjem 35,7 točke, 49% met iz igre, 40,8% met za 3, skoraj 8 skoki in 10,3 podajami. Ob tem pa še 1,3 ukradene žoge. S takimi številkami prav nič se ne da njemu očitati in če bo bolje pripravljen, lahko potem očitno od njega pričakujemo naslednjo sezono, 45 točk, 14 podaj pa 13 skokov proti najboljši obrambni ekipi, ki je vsaj na papirju, tako kot si rekel, idealno zgrajena za to, da ga zaustavlja v obrambi. Nima smisla govoriti o kondiciji in prostih metih pri 22-letnem igralcu, ki tako igra. Luka bo na tem zagotovo delu, naslednjo sezono bo še boljši in tukaj nimamo kaj drugega debatirati kot to, kaj bosta Mark Cuban in Donnie Nelson poleti naredila, da Dončiću pripeljeta pomoč. Edino vprašanje je, koga bodo zdaj temu igralcu poleti pripeljali. Matej, če sem iskren, bi raje videl, da Luka da 10 pik manj na tekmo, mogoče kakšno podajo več in da zmagajo, torej z boljšo ekipo. Zelo zgovorna je bila sezona Atlante, ko so zamenjali trenerja. Res je tudi, da so Gallinari in Bogdanović postali malo bolj zdravi in so začeli boljše igrati. Je statistika Trae Younga padla, oziroma bila slabša, uspeh ekipe pa dosti boljši. In če mi zdaj drugega, tretjega, četrtega najboljšega igralca Atlante zamenjaš za drugega, tretjega, četrtega najboljšega igralca Dallasa, Dallas to serijo zmaga. To je to, Marko, to je tista glavna poanta. Če bi Carlisle imel še kakšnega dobrega ballhandlerja, dobrega playmakerja, če bi imel boljše igralce, bi zagotovo te igralci več igrali in bi tudi več imeli žogo. Če bi bil Porzingis boljši, bi imel več žogo. Tukaj te debate okoli tega, koliko ima Luka žogo, Luka ima toliko žogo, ker Mavericksi nimajo drugih igralcev, ki bi si zaslužili, da imajo več žogo. Kaj kritiki hočejo, da bo Tim Hardaway več imel žogo. Brunson sklopi, povsem neviden. Josha Richardsona smo omenili. Kdo si več zasluži žogo? Kdo je tisti playmaker, ki lahko Luki ustvari priložnost za neoviran met, ki mu lahko poda v trenutku, ko je sam? Nimajo takega igralca. In roster. Treba je reči, Atlanta Hawksi so v zadnjih 2-3 letih od drafta, na katerem sta bila oba igralca, Trae in Luka, zamenjana eden za drugega, so opravili precej boljše delo z grajenjem ekipe okoli Traeja kot pa Mavericksi. John Collins je zame boljši v tem trenutku kot Porzingis, bolj koristen igralec kot Porzingis. Bogdan Bogdanović, Clint Capela in John Collins, to so že 3 igralci, ki bi jih jaz raje imel v ekipi kot Porzingisa. Danilo Gallinari je na tej točki bolj koristen kot Porzingis. Potem DeAndre Hunter, Kevin Huerter, Cam Reddish, vsi mladi igralci, ki za razliko od Dallasovih mladih igralcev igrajo pomembno vlogo in so bili več kot očitno boljši draft piki, bolje so se razvili kot pa na drugi strani Dallasovi mladi igralci, če seveda izvzamemo Dončića. Pa da ne bova zdaj preveč o Hawksih govorila in se bolj skoncentrirala na to, kaj lahko Mavericksi naredijo letos poleti, ker nekaj bodo morali narediti. Ne more Cuban spet dati roke v žep pa gledati, kako podpisujejo dobre roleplayerje. Jaz sem si želel, da bi Bogdana pripeljali po koncu lanske sezone, pa je bilo vse, kar so naredili, je to, da so Setha Curryja tradali za Josha Richardsona. V 2,5 letih z izjemo te spremembe, Mavericksi niso naredili nobenih sprememb v postavi. Luka še vedno igra več ali manj z isto postavo, kot jo je imel pol leta po začetku rookie sezone, ko so Mavericksi izpeljali tisti trade za Porzingisa in Tima Hardawaya Jr.
Zaradi tega debate o tem, kaj bi Luka mogel drugače ali več narediti, niso smiselne, dokler Mavericksi ne pripeljejo njemu boljših soigralcev. To bo zdaj edina debata poleti, poleg seveda, Marko, debat, ki jih bomo imeli o reprezentanci. Ampak o reprezentanci bomo še veliko govorili v naslednjih tednih pred olimpijskimi kvalifikacijami, tudi posneli napovednike, po tekmah snemali analize, tako kot sedaj za playoff, tako da se naročite na naš kanal in kliknite zvonček, pa boste dobili obvestilo, ko bodo te podcasti objavljeni. Ampak bi te, Marko, zdaj za konec vprašal, kaj misliš, da lahko, da bojo naredili poleti Mavericksi, oziroma kaj bi tebe zadovoljilo, s čim bi bil ti zadovoljen? Nisem hejter Porzingisa, ampak bi bil zadovoljen, če bi Porzingis bil od naslednje sezone v drugi ekipi. Ne zato, ker je slab igralec, mislim, da ni, ampak enostavno zato, ker je nezadovoljen. To se vidi po skoraj vsaki tekmi, tudi v play-offu. Tudi če si zelo dober igralec, se podrediš boljšemu igralcu od sebe, tako kot se je Scottie Pippen Jordanu, tako kot se je Dwayne Wade v Miamiju Lebronu, tako kot se je Irving Lebronu v Clevelandu, in lahko bi naštel še ne vem koliko primerov. Če bi Porzingis rad imel svojo ekipo, naj gre. Tako kot šel Westbrook v Wizardse, zdaj je spet ima poprečje trojni dvojček in je zadovoljen. V redu, noben problem. Ampak ali igraj tako, kot trener od tebe pričakuje, ali pa pojdi. V tem play-offu je Porzingis dajal na tekmo 13 točk, 29% met za 3, 5 skokov, 1 podaja, 1 ukradena žoga, niti ne 1 blokada. To je tisto, kar bi morda celo najbolj rabili od njega, rim protekcijo, varovanje obroča. S tako drugo opcijo Mavericksi ne bodo nikamor prišli, s tako tretjo opcijo, kot je Tim Hardaway. Tudi če moraš biti odvisen na tako pomembni tekmi od Bobija in njegove rim protekcije, kljub temu, da je v napadu dal svoj delež, se tudi dobro boril v napadalnem skoku, ampak obroča pa ne more varovati. Letošnji free agency class, nabor prostih igralcev, ne bo dober, ne bo nič posebnega. Mislim, če bi pripeljali kakšnega Kylea Lowryja, bi bil verjetno to celo eden od najboljših igralcev, ki je na voljo, ampak mislim, da 35-letni Kyle Lowry, ki je bolj pass first organizator, ne bi najbolje sodil v to ekipo, oziroma ne bi imel takega efekta, kot ga je recimo Chris Paul imel na Sunse. Mavericksi rabijo sekundarnega kreatorja, Mavericksi rabijo kakšnega Bradleyja Billa, ki bi sodil v to ekipo kot ata na mamo. Mislim, to bi bil idealen igralec, ker boljšega organizatorja, kot je Luka, ko govorimo samo o kreaciji metov, ne bodo našli. Zato nima smisla, da iščejo nekega primarnega kreatorja, ki bi primarno skrbel ravno za organizacijo igre, ampak rabijo dobrega sekundarnega ball handlerja, kot je Bradley Beal. Slabša verzija tega je Jrue Holiday, recimo v Milwaukee Bucksih, ki bi tudi se odlično ujel v tej ekipi. Takih igralcev pa preprosto ni, ne bo na trgu. Ne bo takih prostih igralcev, nekateri so začeli razmišljati že o Lonzo Ballu kot eni od teh opcij, sekundarnem kreatorju, ki bi lahko dobro sodil zraven Luke, in glede na igre, ki jih je kazal v zadnjem letu, 2, verjetno bi. Ampak, a bi Lonzo Ball spremenil Maverickse v šampionsko ekipo? Jaz mislim, da ne. In takih potez, razen če jim ne uspe kakšen izjemen trade, kakšen trade, kjer jim bo padla sekira v med, po domače povedan, jaz ne vidim. In se bojim, da naslednjo sezono lahko govorimo isto, če morda ne bo prišlo do kakšnih drastičnih rezov, tako kot morda presenetljivo pri Bostonu. Potem morda lahko pride tudi do kakšnih bolj drastičnih sprememb v rosterju. Ampak kot sem rekel, Donnie Nelson in Cuban sta tam že več kot 20 let, 22, 23 let. Mavericksi niso prišli v drugi krog že več kot 10 let. Tukaj sta Donnie in Mark pogrnila na celi črti in bosta morala narediti precej več. Kaj pa, ja, Marko, o tem bomo pa verjetno še dosti govorili v naslednjih podcastih. Pa glede na uro ti zdaj prepuščam še zadnjo besedo, potem pa se bo verjetno morala posloviti.
Ja, jaz res upam, da sta se Cuban in Donny naučila kaj iz Dirkove kariere, s katerim sta uspela zmagati en naslov mislim, skoraj 20 letih, ali celo še več, ko je Dirk bil tle. Tja, jaz upam res, da bojo uspeli pripeljati kakšnega Lonza Bola, Spencera Dinwiddija, mogoče celo Markusa Smarta, če bojo uspeli zamenjati Porzingis, ampak o tem bomo več govorili naslednjič, bomo videli, kaj se bo dogajalo naprej. Tako da se slišimo na naslednjih podcastih. Hvala za poslušanje in adijo. Lep pozdrav, Celje, Marko, se slišimo, ajde, čau. Čau.